Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do drugega kroga predsedniških volitev je samo še 5 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Radi grizljate tamale? Potem je tale litovski izum kot naročen za vas. Narodili so namreč čips, ki ima bojda okus po pozor ženskem spolnem organu. Na embalaži piše, da je samo za odrasle. Ali je dejansko tako, pa še preverjamo. Čigavo vagino so uporabili kot benchmark, pa nočejo povedati. Sedaj pa se lotimo 34. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kam gre Slovenija, kako naj se neodvisno od levo-desno razvija Slovenija. Slovenija je menda že najbolj čista oziroma trajnostno naravnana država na svetu. Kako naj se razvijamo naprej, da nam bo vsem bolje, nam bosta povedala naša posebna gosta. Socialno čuteči spletni guru Primož Cimerman in trajnostni bojevnik dr. Benjamin Leskovec. Primož, Benjamin, toplo pozdravljena v Faktorju. Živijo. Živijo, dobro večer. Beno, če midva začneva, kaj za vraga je trajnostni bojevnik oziroma kdo je trajnostni bojevnik? Trajnostni bojevnik je nekdo, ki bi rad živel na vzdržen in trajnosten način tako do naravnih virov, predvsem vode, in ki bi si prizadeval, da bi bila kmetijska krajina obdelana, da bi bilo lokalno prebivalstvo vključeno v skupnost. Trajnost pa lahko najlažje nagovorimo tako, da poskušamo vzpostaviti delovna mesta v kraju bivanja, s tem pa za začetek zmanjšamo dnevno migracijo ljudi, ki duši celoten promet v Republiki Sloveniji. Ja, Beno, zdaj, a ti verjameš v te indekse? Mislim, da je kdo nas je National Geographic, nas je uvrstil ali pa nas je razglasil za najbolj trajnostno naravnano državo na svetu, potem smo menda tudi po nekih indeksih najbolj čista država na svetu. Ti se dejansko s tem ukvarjaš, koliko je to res? So to neke, ko bi rekel, neke čez prst ocene, so to bolj neke reklame za več turizma, ali to dejansko drži? Slovenija je v bistvu zelo bogata na vrstni pestrosti, hkrati imamo pa tudi zelo veliko varovanih območij oziroma parkov, kjer se v bistvu vztrajnostno ohranja samo okolje oziroma se ga menedžira na trajnosten način. Nismo pa v Sloveniji v bistvu še prišli do te faze, da bi v ta trajnostni, zeleni, podeželski aspekt uspelo vključiti tudi butični zeleni turizem. Namreč v prihodnje se bo prodajala zasebnost, popoln mir, doživetje v naravi, lepi pogledi, čist zrak. In tukaj smo v Sloveniji dejansko v samem svetovnem vrhu. Slovenci tega na žalost ne znamo videti, ampak to prepoznajo tuji najbolj zahtevnejši gostje in tukaj imamo v bistvu zelo dobro orodje, da v prihodnje razvijamo podeželje z turizmom. No, evo, zdaj, Primož, Beno je omenil mir, ne? Zdaj, če si želiš miru, prideš tep, verjetno, ne? V medgeneracijski center, kaj ste, Bistrica? Ja, medgeneracijski center Bistrica v Domžalah, dom za ostarele, ampak mira danes veliko ni, ne? Ni? Ker ljudje pridejo v bistvu preživeti zadnja leta, ne? Včasih je še bilo to, da so ljudje hodili v domove in tam živeli nekaj 10 let, ne? Danes pa pridejo in živijo 2 do 3 leta, ne? In potem se nam poslovijo. Tako da danes tisti, ki zmorejo, ostanejo doma v naravi, delajo, so aktivni, tisti, ki pa ne zmorejo več, pridejo pa k nam in škoda takega čudovitega doma, ne? Da imamo noter v bistvu negovanje, ne pa življenje. Ja, razumem. Ampak, če se Beno bori za trajnost, se ti boriš za dolgotrajno oskrbo. To verjetno gre z roko v roki. Kako recimo ta borba zdaj ta hip zgleda? Nekaj si že omenil, kako se vam je recimo v narekovajih klientela spremenila, ampak verjetno zdaj tudi te rastoči stroški, zaradi energetske krize se vam kar precej poznajo. Seveda, vemo, kakšne so penzije in vemo, kako lahko noter prideš, ne? Prostora ni nobenega, tisti, ki pa pridejo, ne, morajo pa zelo drago plačati. Primer elektrike, ki smo imeli tudi že na televiziji, ne, smo imeli 5000 evrov računa v lanskem letu, v letošnjem letu mesečni račun 40 000, ne. To je 800% povečanost, zdaj pa kdo bo to plačal, ne? Je normalno, dvigneš oskrbnine in to plačujejo stanovalci, ampak stanovalci penzije, smo rekli, nimajo, torej svojci. Se pravi, s 5000 ste šli na 40 000, 35 000 mesečno razlike. Tako je.
Beno, zdaj, kaj zdaj, veter, sonce, zdaj, ker verjetno to ni vzdržno, ne? Da bomo zdaj skozi plačevali, ali pa da bojo pri njih plačevali oskrbovanci pri Primožu namesto 5.000, 40.000 na mesec sam za elektriko. Ja, zelo pomembna stvar, ki jo moramo zelo pravilno nagovoriti, je aktivna starost. Se pravi, starajočo populacijo moramo čim dlje obdržati vitalno, aktivno. To pa v bistvu naredimo tako, da jo znamo pravilno vključevati v skupnost. Eno izmed takih orodij so varstveno-delovni centri, tudi medgeneracijski dialogi, tudi skupnostni vrtovi. Take stvari v bistvu ohranjajo ljudi pri življenju in na ta način v bistvu lahko ljudi dolgo časa zadržimo na domu. Definitivno je pa tako, Evropska unija ima zelo veliko sredstev za tako imenovano deinstitucionalizacijo oskrbe na domovih. Se pravi, ne smemo zbirati ljudi v tako imenovanih domovih za ostarele, oziroma lahko bi rekli tudi malce bolj provokativno hiralnicah, ampak jih moramo čim dlje zadržati na domu, potem pa seveda razmišljati tudi o tem, da jih ohranjamo v zelenem okolju, kar pomeni, da jih vključujemo v tako imenovane pametne, srebrne vasi, kjer lahko starostniki aktivno živijo in seveda te lokacije morajo biti v neposredni bližini zdravstvenih domov oziroma domov za zagotavljanje zdravstvene oskrbe oziroma bolnic, hkrati pa tudi zelo blizu zelenega okolja, ker te ljudje se morajo sprehajati, morajo biti aktivni. Po latinsko beseda hoditi pomeni ambulare, če veliko hodiš, pač ne boš v ambulanti in vrhnika je pač narod pohodnikov. Beno, če te popravim, mi imamo tak dom, da zelen in problem je v tem, da postelj za tiste, ki bi morali iti v dom, ni, tako da mi smo prišli recimo iz 15% nepokretnih na 75% v 10 letih. Tako da bi bolj potrebovali negovalne bolnice, kamor bi mi naše stanovalce dali, ker je pa naš dom pač ta kvaliteta, ne bi pa tukaj ljudje pač kvalitetno živeli, ampak problem je v tem, da se ni nič naredilo v zadnjih 15 letih. Ampak zakaj je to, Primož, toliko se je življenjska doba toliko povečala, da ste recimo se vam je toliko struktura pač varovancev, skrbovancev spremenila, ali so kakšni drugi razlogi? V zadnjih 15 letih ni bilo narejene ena same postelje, kamor bi ljudje prišli. Tisti, ki so zdravi, ostajajo doma, v naravi, mi imamo Slovenijo čudovito, dobro, ne prepoznamo kvalitete, ampak dokler človek lahko sam živi, ima nek smisel neke aktivnosti. Ko ne more več, ga ne morejo niti svojci preživljati. Zakaj? Ker današnji tempo se je spremenil. Včasih smo hodili na šiht ob 6, danes ob 9. Pridemo domov ob 6. Kdo bo skrbel za malo ali pa malo bolj obnemoglega starša? Torej, edini način je, da ga dajo nekam, kjer bojo za njega poskrbeli. Zdaj pa ne moreš ga dati v luksuzen hotel, če je on na 2 kvadratnih metrov, ima pa 40 kvadratov sobo. Ampak, če te prav razumem, ti se ne zavzemaš za to, da bi še več domov za ostarele gradili, ker to je bila tudi politična debata, še zdaj v zadnjem času. Se pravi, moramo zgraditi dovolj domov za ostarele, da bomo imeli dovolj postelj. Seveda, ta trenutek potrebujemo negovalne bolnice, tako kot sem rekel, 75% nepokretnih. Jaz bi 30 ljudi iz doma dal v negovalno bolnico, kajti normativi za domove so narejeni še zelo stari, da mora biti enoposteljna ali dvoposteljna soba, mora imeti kopalnico in mora imeti balkon. In zdaj, če je človek nepokreten, kaj od tega lahko uporablja, plača pa vse. Bolj ga dražiš v bistvu s tem, da ima balkon, pa ne more iti na balkon. Ne more ga uporabljati. Beno, zdaj trajnostni razvoj. Zdaj veliko o tem poslušamo, zdaj Natura 2000 recimo v Sloveniji. To se tudi zelo krešejo mnenja. A smo mi zadeli s tem, da smo zelo široko, se mi zdi, šli, ko je bilo treba razglašati območja za Naturo 2000? Misliš, da nismo zadeli, ker vemo, vseeno so stvari tam bistveno omejene, vidimo tudi konceptualno se stvari na svetovni ravni spreminjajo. Pač od zelenega prehoda smo zdaj naredili ovinek, pa recimo v Nemčiji grejo iz ruskega plina nazaj na premog. Kako ti vidiš to pri nas? Mi smo območja Nature 2000 v bistvu začrtali zelo široko, kar pomeni, da smo v nekaterih primerih šli tudi do javne infrastrukture oziroma do njene neposredne bližine, tudi naselij. Seveda nas to v prihodnjih letih že danes seveda tudi omejuje, kar pomeni, da mi v bistvu ne moremo vzpostaviti novih površin za stanovanjsko gradnjo, ne moremo vzpostaviti površin za obrtno-podjetniške
cone, ne moremo speljati določene javne infrastrukture brez predhodnih okoljskih soglasij. In seveda, ukolikor bomo uspeli naravo ohranjati, moramo ohranjati pri vitalnosti tudi družbo, se pravi skupnost ljudi, konkretno v kraju. In v primeru, da prihaja do teh diskvalifikacij, se je treba odgovorno pogovarjati in pač ta območja Nature 2000 smiselneje umeščati v prostor in se odločiti, katera področja bomo konzervirali, katera področja bomo trajnostno upravljali in katera področja bomo kljub vsemu prepustili nekemu normalnemu podeželskemu življenju. Zdaj, Primož, ti kot direktor medgeneracijskega centra, ne, oziroma doma za starejše občane, kdo so tvoji sogovorniki? Se ti zdaj z županom pogovarjaš na ministrstvu, mogoče s kom v bistvu komuniciraš, ker vendarle vi ste pač del sistema, ampak ste pa tudi neka zaključena celota, ne? Seveda, največ se pogovarjamo kolegi, direktorji iz vseh teh domov, ker imamo čisto vsi iste izzive in iste probleme. Seveda, če gre posameznik na ministrstva, dobi zelo hitro tudi košarico, ne? Tako da imamo skupnost socialnih zavodov, ki v bistvu za nas daje ideje in predloge. Vemo, da je to institucionalno varstvo in dolgotrajna oskrba problem že zadnjih 20 let in tudi zdaj se krešejo mnenja o tem, kaj narediti. Seveda, nobena vlada si ne želi kritik, ampak definitivno kritike so, ker se ne premakne popolnoma nič, ne. Tudi za to ceno sem pisal na ministrstvo, na eno, drugo, tretje, tudi predsedniku vlade, žal odgovora tudi za elektriko še nismo dobili. Nekaj se nakazuje, vendar je to. Govori se, da bomo, nihče ne ve kdaj. Ja, evo, tudi mi živimo od govorjenja, ampak vseeno si moramo včasih vzeti krajši predah. Tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, v kakšno smer se naj razvija Slovenija, da nam bo vsem skupaj bolje. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, Primož Cimerman in pa dr. Benjamin Leskovec. Pogovarjamo pa se o tem, kako naj se razvija Slovenija, da nam bo vsem skupaj bolje. Beno, Primož, zdaj povabil sem v oddajo zato, ker spoštujem vajino delo in se mi zdi fajn, da ga spoznajo tudi naše gledalke in gledalci, pa predvsem, da se pogovorimo malo o tem, katero smer naj gre Slovenija, da nam bo vsem skupaj boljše. Delamo pa tudi zato, ker nedeljo, en teden kasneje, se pravi 20. novembra, potekajo lokalne volitve in vidva oba kandidirata za župana. In zdaj, Beno, ti kandidiraš na Vrhniki, pa da ti zdaj postavim en izziv, ne. Vrhnika, jaz poznam Vrhnika večinoma, ko se peljem mimo po avtocesti ali pa ko se peljem pač v Tehniški muzej v Bistro. Jaz bi rekel Vrhnika raje za upokojence pa vojake. Jaz sem fejst zgrešil ali ne? Vojaki so bili v prejšnjem obdobju, zdaj so upokojenci, drugače pa Vrhnika v tem trenutku kraj, kateremu moramo pač spremeniti identiteto, da bo ta v bistvu temeljila na Ljubljanici, na zelenem, na Cankarju, skratka na kulturni in pa naravni dediščini. Ta je tista, na osnovi katere v bistvu mi lahko trajnostno in družbeno odgovorno v bistvu razvijamo zeleni turizem in to je v bistvu ena izmed naših prioritet. Namreč ne želimo biti spalno naselje, ne želimo biti kraj, kjer nam smrdi in ne želimo biti kraj, kjer nam včasih zagori in avstrijska trgovina cveti. Ko si ravno to omenil, da zagori, kako je zdaj tam s Kemiplasom, kako je sanacija že končana, ni končana, kako zdaj izgleda na terenu? Kemis je del državnega prostorskega načrta. Interes države je, da Kemis pač ostane na Vrhniki in mi se bomo mogli na Vrhniki soočiti in skupaj z državo najti način, da pridobimo tako imenovana nadomestila, s katerimi bomo mi v bistvu lahko reševali tudi druge izzive, ki jih imamo, namreč povezane z poplavami, z Naturo 2000, z prometom, pomanjkanjem kapacitet za širitev obrtno-podjetniške cone. Kar se pa samega Kemiča tiče, so se pa varnostni ukrepi in pa tudi sama varnost bistveno popravili oziroma povečali.
in Vrhnika bo nažalost mogla ta kemiks da tako ali drugače obdržati, vendar bomo tukaj šli v smeri občine Krško, ki ima jedrsko elektrarno Krško in zato v bistvu iz strani države prejema nadomestila, na račun katerih potem lahko s temi sredstvi prihaja do vlaganj nazaj v skupnost in to seveda lahko prispeva k razvoju družbe oziroma kraja na številnih segmentih. Ja, Primož, ti pa kandidiraš za župana Škofljice, ne? Zdaj, koliko je to ljudi, sploh nimam predstave v Škofljici? Pri nas je prebivalcev tam 12.000, kar se je pa v zadnjih, bom rekel, 20 letih pač drastično povečalo, tam iz 3.000 na 12, kar seveda po masi ni, ampak mi smo predmestje Ljubljane, svoja občina in smo postali dobesedno spalno naselje. Mi pa kakšne težke industrije nimamo, ne? Bi bilo pa zelo dobro, da naredimo tudi kakšno podjetniško cono, kjer bi se tudi kaj drugega dogajalo, ne samo, da hodimo kje spat, delati pa v Ljubljano ali pa v Grosuplje. Ja, ampak ti si, kar te poznam, že celo življenje tak zelo energičen, živahen človek. Ko boš ti lahko prebudil to spečjo trnučico, ker če vsi spijo v Škofljici, ne, a imaš čarobno palčko, kako boš ti to malo razburkal, malo uživel? Politika ima danes negativno konotacijo in se vsak gospodarstvenik ali pa podjetnik se noče v to spuščati, ker vemo, kakšen imidž dobiš, kadar to rečeš. Ne? A veš, da je to dobila? To, ko sem jaz šel ven iz politike, tako bo zdaj 5 let nazaj. No, ti si politolog, tako da ja. Ampak vsi pustijo, da odločajo drugi ljudje, ki jim je pač pomemben nek naziv, nek ego, da vsi filajo neko zgodbo, ne? In tako se potem ne spremeni nič. Škofljica ima najdražji komunalni prispevek. Zakaj? Ja, normalno, preseljevanje zelo blizu Ljubljane do teh, bom rekel, večjih mest, torej narava, okolje, čudovite barje, vse imamo, ne? Pa imamo kaj spat, ne? Potem se vozimo pa drugam delo. In kaj ima občina od tega? Popolnoma nič. Tudi centra nima Škofljica, ne? Se delajo neki zametki, vendar zelo prepočas. In seveda kot podjetnik, ne, in gospodarstvenik so me pač povabili, da Primož zdaj pač da ti prevzameš neko palčko, ne, pa probaš s to palčko nekaj narediti. Se pravi, malo v drugo smer, da dvignemo to zgodbo v politiki, da nismo samo levi pa desni, ne, ampak da sem zbral v bistvu ljudi, ki dejansko želijo, da se naredi nekaj, ampak nekaj hiter, da imamo pač neko kvaliteto življenja. Ravno to sem te hotel vprašati, kdo te je v bistvu prepričal, da kandidiraš, ker ne verjamem, da iz dolgega časa to delaš. Ne? Seveda, če pogledamo delovno mesto, ki ga imam zdaj, ne, kot direktor doma za ostarele, pa župansko delovno mesto, pridem iz ene javne uprave v drugo javno upravo in imam manjšo plačo, kot imam zdaj. Ne. Kdo gre na to? Tisti, ki bi rad imel nek ego ali pa naziv, ne, za tega, da se dobro počutiš, ne, ali imaš pa ful velike oči pa interese, kje boš kaj pobral. Ne. Seveda, tretji razlog je pa ta, da vidiš to kot izziv. Smo energični, tako kot si rekel, ne, in očitno si mora malo življenje zakomplicirati, ne, in si pač iz 300 ljudi nabrati na grbo 12.000 ljudi, za katere hočeš pač poskrbeti pa nekaj narediti. Na koncu rezultat, ne, je tisto, kar te zadovoljuje. Zdaj, če bo rekel, da sem mazohist, ne, pač pač delam to iz užitka, da nekaj dosežeš, kajti mislim, da tista sreča, ko nekaj dobrega narediš, tudi nekaj šteje, ne samo denar. Ne. Ja. Veš kaj, po mojem v Sloveniji, če kdo drug ne stav hrbet na mest nas, nimamo veliko proti. Ampak Beno, ti pa vseeno, ne, en del Vrhnike tam, ker ti vodiš svoje projekte, pa je malo drugačen, pa predlagam, da si zdaj pogledamo en video, kako to izgleda v praksi. Poglejmo. Živjo. Zdravo, dober dan. Kam smo zdaj prišli? Evo, prišli ste na Ladico Kuren, to je prva električna ladica na Ljubljanci. Ukrcamo se streljaj stran od središča Ljubljane, visoka gladina nam onemogoča izplutje. Sicer bi se lahko zapeljali do središča mesta oziroma najdlje do avtocestnega obroča. Plovba dejansko ni dovoljena pred avtocestnega mostu zaradi Nature 2000, zaradi barja. Tako nekje se sliši približno, ko pluješ. Je barka relativno tiha, mirna. Gremo počas, da ne delamo vala, da ne uničujemo narave. Če bi zamisel zaživela, bi potniki lahko spoznali barje in na okolju prijaznejši način dosegli Vrhniko. Doživetje bi nadgradil denimo inkluzivni park na Sveti Trojici nad Vrhniko, ki so nekakšna pljuča naselja, kjer bi domoval projekt vzdržnega samooskrbnega kmetovanja v sožitju z mestnim okoljem in njegovimi prebivalci. Zdaj je 12 hektarjev veliko posestvo, učilnica na prostem za najmlajše in študijsko okolje za malce starejše. Je dom za konje, drobnico in še enega zanimivega stanovalca.
Zdaj, Beno, ne mi zameriti, ampak ta zadnji stanovalec se mi zdi, je dal en tak komentar, ki mogoče tudi po krivici bo marsikjer gledalec gledal. Ker tole, kar smo zdaj videli, se res pravlično vidi in sliši, ko smo že prej Trnulčico omenjali. Ampak, a veš, vse je fajn to z ladico na elektriko prijeti do Vrhnike, ampak smo slišali, če je voda visoka, ne moreš, pa pol ne moreš naprej od nadvoza za avtocesto zaradi Nature 2000. Zdaj, koliko je to v bistvu realno vzdržno, oziroma bom drugače to vprašal, koliko je to realno izvedljivo in za kako ceno? Vse to je možno izvesti enostavno zaradi tega. Logatec in Vrhnika sta bila včasih dve veliki lesno-predelovalni podjetji. Tam je zelo veliko tehničnega znanja. Bila je tudi močna kovinarska industrija. Imamo tudi pekarno, imeli smo sirarno, mlekarno. Skratka, imamo vse tisto, kar omogoča življenje za podeželje. Torej, mi smo lahko dejansko samozadostni. In delovna mesta brez vsakršnih težav lahko ustvarjamo v kraju bivanja, na v bistvu samem podeželju. Zato bomo trajnostni razvoj Vrhnike udejanjali na regijski ravni. In prva stopnja bo ustanovitev Notranjskega regijskega parka oziroma razširitev meja Notranjskega regijskega parka do meja samega Ljubljanskega barja. Skratka, povezati celotno porečje Ljubljanice. V nadaljevanju si bomo prizadevali k ustanovitvi vodilne regijske turistične organizacije, kajti prepričani smo, da bi bil Notranjski regijski park lahko tisti, ki bi lahko trajnostno upravljal celotnim območjem oziroma regijo. V nadaljevanju pa si bomo prizadevali k ustanovitvi regionalno-razvojne agencije, da bomo s pomočjo nje uspeli počrpati razvojna sredstva. Dejstvo je, da v občinah obstoječi proračun oziroma trenutne glavarine ne omogočajo razvojne naravnanosti občin. In brez evropskih sredstev, brez usposobljene ekipe posameznikov, ki to lahko naredijo, ne moremo. Hkrati pa odločitev, zakaj sem se odločil za kandidirati za župana, je zelo enostavna. Želim, da bi lahko tudi zasebni kapital, vsak, torej, ki ima ali znanje, ali izkušnje, ali kakršnekoli veščine, prispeval k razvoju skupnosti. Namreč občina oziroma lokalna skupnost ni v stanju izvajati projekte brez neke pripravljenosti, solidarnosti in prostovoljstva številnih vključenih ciljnih skupin v kraju. In mi jih moramo vključiti. Tako, kot smo imeli včasih v polpretekli zgodovini brigade, na podoben način bomo mogli aktivirati mlade podjetnike, obrtnike, kmete, da bojo prispevali nazaj v skupnost. Namreč vsak posameznik del svojega življenja ustvarja svoje lastno blagostanje, na koncu neke uspešne podjetniške poti pa je seveda odgovorno, da vrneš znanje, izkušnje in tisto, kar ti je družba dala, nazaj v skupnost, v kateri živiš oziroma ustvarjaš. Ja, zdaj Primož Beno se očitno zgleduje tudi malo po Argonavtih. Upamo, da mu bo ratalo, ker po Argonavtih nismo veliko dosti o tem slišali, ampak vseeno, ti pa ne vem, Škofljica ima kakšne vodne te poti, vodne vire, na kaj se boš pa ti naslonil, recimo, da prebudiš to spečjo Trnulčico? Ja, vsaka občina ima neke svoje posebnosti. Naša je ta, da je zelo blizu glavnega mesta in ima pač zelo lepo okolico, se pravi naravo, barje. In pri nas je barje tisto, ki ima, ampak smo zelo razpotegnjeni gor do Velikih Lašč, tako da je spalno naselje, ne rečemo, da ne. In tudi ljudje, ki se odločajo, da bi bili na Škofljici, se odločajo zaradi teh lastnosti. Hočejo biti v nekem miru, v neki kvaliteti, seveda. Zato moraš, ampak če hočeš, da se tam tudi kaj dogaja, ne da grejo vse ven, moraš pa narediti tudi aktivnosti, ki bodo notri v občini. Trenutno smo šola, ena najbolj priseljevanih občin, se pravi, se mora to povečati, kaj bo pa čez 10 let. Se pravi, nujnost je tudi narediti nek center za neko trajnostno, kvalitetno bivanje, ker pri nas je šport številka 1 rokomet, kar je čudovito, dober, ampak za vse ostalo pa hodimo ven. In seveda, največji problem Škofljice je naš promet, ampak ta problem nima samo občina Škofljica. Ta problem ima Velike Lašče, Kočevje, Ribenca, vsi, ki se vozijo na delo skozi Škofljico. In tukaj se pa zdaj kvaliteta življenja blazno poslabša ravno zaradi tega. In tako, kot je Beno rekel, imamo na eni strani, kjer bi lahko naredili to rešitev, imamo pa Naturo 2000.
In zopet narava, kvaliteta in seveda, kje bomo bivali. Tako da imamo kar velike izzive, da vse to skupaj sestavimo. Ampak kot ključni, bom rekel, element sem si pa zadal, da to naredimo malo hitreje, ker 20 let to že traja in se skoraj da nič ne premakne. Tako da želimo zbrati ekipo, ljudi, ki tam živijo, da to premaknemo zelo hitro, tako na poslovnem nivoju, kot na tem kvalitetnem bivanju. Zdaj, če se malo pohecamo, prekop bi vas rešil, ne? Če bi naredili prekop. Prekop ali pa tunel, se kdo pa je rekel, da mora to vse samo na zemlji, lahko gre tudi pod zemljo. Ne? Pod zemljo, ja, res je, ja. Ampak preden gremo mi preveč pod zemljo. Zdaj, Primož, Beno, vidva seveda ste dosti uspešne tudi tam, kjer ste zdaj, oziroma v svojih poslovnih karierah bila. Sestavni del tega je tudi pač to, kar se grdo reče, Stojko, pač management človeških virov, boste videla povedala, če je kjer bolj prijazen izraz za to. Koliko je pomembna pač ta sposobnost vodenja kolektiva? Recimo pri tebi v domu, Primož, ti imaš verjetno kar precej zaposlenih tudi, imamo tudi eno fotografijo, pač te tvoje ekipe v MGC Bistra, potem so tu še oskrbovanci. Koliko je to delo z ljudmi, recimo, po tvoje pomembno? Mislim, da je to najbolj pomembna stvar. V občini so v bistvu občani tvoji delodajalci. In kot delodajalci je dobro, vsaj tako, ko sem jaz, ko izbiram ljudi, da preberem njihov CV, se pravi njihovo življenjsko zgodbo. Šele takrat se lahko ti odločaš, koga boš vzel in ali bo koristil tisti tvoji ideje, ki jo misliš narediti. No in kot kandidat za župana bi pričakoval od občanov, da se pozanimajo, kdo so kandidati, kakšni so kandidati, kakšne imajo reference. In šele potem vidimo, kaj lahko naredimo. Tako kot sva rekla, Human Resource Management, strokovno HRM, to je tisto, delo z ljudmi in za ljudi. Ampak to je bistvo managementa. Menedžer ni človek, ki bo vse naredil sam. To so obrtniki več ali manj. Menedžer je tisti, ki bo znal izbrati ljudi okoli sebe, jih postaviti na prava mesta in potem jim zdelegirati informacije, kaj naj naredijo, da se njihov v bistvu potencial in kvaliteta prideta do izraza. No, nikoli ni župan one-man band, ampak mora imeti ekipo, ki pa mora biti funkcionalna in zelo produktivna. Ja. Zdaj, Beno, ti imaš veliko poslovnih idej, ampak za realizacijo teh poslovnih idej, uspešno realizacijo, rabiš verjetno najti tudi izbrati prave ljudi. Kako ti v bistvu oceniš, kako najdeš ta pravega človeka za nek projekt? Ključna pri izvajanju projektov, ki jih v bistvu mi sami vodimo, je pripadnost ljudi. Sam vodja pa mora znati voditi. Že angleška beseda lead pomeni, da moraš znati voditi. Da bi znal voditi, moraš najprej udejaniti strategijo razvoja samega kraja. V nadaljevanju pa tisto, kar mnogi pozabijo, je pa strategija vodenja. In strategija vodenja mora biti vključujoča. Mora stremeti k sodelovanju in mora stremeti k povezovanju. In seveda moja želja je delati kot župan nekaj zelo blizu nič. Kar pomeni, da bi se vključenost vseh ostalih zainteresiranih, ki bi radi prispevali v kraj, poveča do maksimalne možne ravni. In to je potrebno vzpodbuditi. Kajti mi razvojno ne moremo naravnati skupnosti, niti kraja, brez odločilne participacije posameznikov, društev in podjetij v samem kraju. In to je tisto, kar znam izvrstno, poleg tega pa znam pridobivati še evropska sredstva za v bistvu vse razvojne in pa prebojne projekte. Podjetje, ki ga vodim, na letni ravni ustvarja 3 milijone evrov prometa, skupina Replika zaposluje 16 ljudi in v zadnjem mesecu smo samo za gospodarske družbe v Sloveniji pridobili 26 milijonov evrov nepovratnih sredstev. In to, ker je bistveno enostavneje izvajati na lokalnem nivoju oziroma v inštitucijah, ki so javne, bi rad prenesel tudi na lokalni nivo in s tem prispeval k izboljšanju prometa, k boljši infrastrukturi, predvsem pa na vrhniki k oživitvi tradicionalno atraktivnih butičnih turističnih destinacij, med katerimi je Močilnik, Bistra, Strmalen, Planina nad Ljubljano, Ljubljansko barje, plovnost Ljubljanice. Skratka, to so vse vsebine, ki lahko v bistvu prinašajo dodano vrednost butičnemu turizmu in seveda ohranjenosti podeželja, obdelanosti kmetijskih površin in povečevanju deleža samooskrbe. Ok, zdaj vidite, sta oba tudi zasebno in sicer poslovno uspešna.
Se obstaja zdaj, ki ste najavila kandidaturi za župana, tudi kak strah v lokalnem okolju, boste ta dva prišla, boste pač vse privatizirala? Kako so recimo ljudje v Škofljici pa na Vrhniki sprejeli to, da kandidirate za župana? Ja, tako kot povsod je prvič šok, ker jaz sem naznanil kandidaturo zelo pozno, spravi 5 tednov nazaj, pa še to je bilo pač v pogovoru z podjetniki, s kolegi iz moje občine, ne, in so rekli, da tole imamo na voljo, dajmo probati kaj premakniti. Seveda, ljudje te ne poznajo, poznajo te neki staroselci, novoselci te pač ne poznajo, ne, zato je treba pač narediti tudi neko promocijo tvojega v bistvu renomeja, kaj ti si bil, kaj si delal. To v 5 tednih ali pa v enem mesecu je zelo težko, ne. Seveda, strahovi vedno obstajajo, kot sem prej rekel, politika ima to negativno konotacijo, ne, se vsi sam kradejo, ne. Kdo pa je tisti, ki bo kaj za nas naredil, ne. In zaradi tega, ker imamo točen ta pogled na to politiko, ne, se nobeden ne odloči in vedno dobijo to funkcijo tisti, ne, ki pa točno to počnejo, ne. No in tukaj je bila dejansko odločitev na širšem področju, da to naredimo zaradi tega, ker lahko spremenimo. Jaz se mislim temu posvetiti 100%, kar pomeni, da če bom izvoljen, bom pač pustil delo direktorja v domu za ostarele, kar bo zelo velika škoda za ta dom, no, ampak z veseljem bom pa pomagal. Tako je pa Beno rekel, ne, kvalitete, ki jih moraš poiskati pri sebi in ljudje morajo to videti pri tebi, ne, in pri meni in verjetno tudi pri Benotu, ne, je ta povezovanje, se pravi iskanje ta pravih kadrov, ne, in v Benotu sem že videl človeka, ki mi bo zrihtal tudi evropska sredstva, ne, tako da, ne glede na to, da je z Vrhnike. Lepo. Zdaj, Beno, koliko je kaj tudi strahu, se te kdo straši, ne? Ker se veš, če je to taka neka zaspana zdaj občina, pa kar naenkrat en tak človek pride pa reče, zdaj bom pa jaz kandidiral za župana, kako zdaj tle stvari izgledajo, kako poteka to? Mene se v bistvu ljudje niso ustrašili, je pa nenavadno, jaz sem namreč rojen v Logatcu, zdaj pa kandidiram na Vrhniki. Ja. In Vršenčani pač so se v teku svojih 40 let nekako uspeli sprijazniti s tem, da jim javni uslužbenci dajo 3 vrste odgovorov. In prvi je ne gre, drugi je ne, tretji je pa, da ni odgovora. In to je mene vzpodbudilo in vodilo k kandidiranju za župana na občini Vrhnika. Sicer je pa naš cilj, kar je že prej bilo omenjeno, povezovanje, ampak čez meje lokalnega, definitivno na regionalnem nivoju in v okviru celotnega porečja Ljubljanice. Prej ali slej bomo postali oziroma smo že predmestje Ljubljane. Obremenjeni smo s prometom zaradi prestolnice oziroma evropskega koridorja, zaradi katerega plačujemo vsi veliko ceno. Ampak dajmo s povezovanjem med sosednjimi občinami priditi do rešitev, kjer ugotovimo, katera občina ima določene potenciale in dajmo na tistih potencialih graditi, ne pa vsaki lokalni skupnosti graditi na vsem. Ja. Ko so pa recimo vajini tekmici sprejeli to vajino kandidaturo? Ja, glede na to, da sem prišel zelo pozno, jaz imam 4 tekmice, so imeli že kar malo razparcelirane pač področja. Se vemo, smo neka identifikacijska družba, ne, in se identificiramo z določenimi ciljnimi skupinami, ne. Jaz sem pa, če se pohvalim, ne, zelo nedoločen, ne, na vseh vetrovih. Na zanimiv način si se pohvalil. V Sloveniji, kjer smo navajeni, da vsega damo v nek predalček, ti prideš pa rečeš, jaz ne pašem v noben predal. Ja, jaz sem bil od nekdaj tak, da imam z vsemi dobrimi odnose. Tudi z obstoječim županom imamo zelo dober odnos. Tako da jaz nimam... Že je rekel, da boš za njega glasoval na volitvah. Ne, verjetno bom kar zase, zaradi tega, ker je pač čas, je malo starejši, tako da mislim, da je mladi pridemo na vrsto, imam pa glih toliko stare otroke, da sem rekel, da je to dobro, da tudi za njih nekaj pustim. Si pa, kot sem videl na družbenih omrežjih, si pa tudi poskrbel za to, da saj v občini Škofljica predvolilni golaž je res golaž. Ja, vsi so mi govorili, da zmeraj imamo predvolilne golaže, nikoli ga pa niso dobili. No in dejansko sem dobil svoje kuharje in so mi naredili za 200 oseb golaža. Očitno je bil dober, ali je bilo pa ljudi toliko veliko, da ga je zmanjkalo. Ok, super. No, lejte, če kdo rab golaž, vprašajte Primoža za recept. Beno, kaj pa pri tebi na Vrhniki? Kako pa tam gledajo na te tvoji sotekmici, sokandidati? Ja, moji sokandidati se ukvarjajo z mano, jaz se z njimi več ne ukvarjam. Tisti, ki me hoče pobarvati, naj me pobarva
zeleno, ampak ne od zavisti oziroma fovšije. Sicer je pa moj cilj usmerjen na regijski nivo, ker v prihodnjih 10 letih bo to področje postalo ena pokrajina oziroma regija in mi se v tem trenutku v bistvu učimo povezovanja in sodelovanja, na račun katerega si v bistvu lahko samo izboljšamo kvaliteto bivanja v kraju, kjer delamo, v kraju, kjer živimo, v kraju, kjer se športamo in v kraju, kjer želimo živeti. Vsi kraji oziroma občine, ki smo na nek način obrobje prestolnice, smo tako ali drugače soočeni z dvema izzivoma in to je spalnim naseljem in pa s povečano prometno obremenitvijo. In če hočemo kaj razvijati, moramo ugotoviti, kaj so naši potenciali. In stopnja ohranjenosti naravnega okolja, naravnih virov in potencialov kmetijstva za samooskrbo so tukaj izredno veliki. V občini Vrhnika imamo v bistvu to srečo, da nam vsi podjetniki pa obrtniki, ki ne vidijo nobene perspektive več v občini Vrhnika, uhajajo v sosednjo občino Logatec. In smo šli se povezovati in narediti tudi intervju z županom Logaške občine, ki nam je v bistvu naslovil prave izzive in nam zaupal v bistvu prav načrt, kjer bi občino Vrhnika ponovno postavili na zemljevid. Namreč jaz prihajam iz Logatca in Logatec je bil včasih 20 do 30 let za Vrhniko, zaradi zelo močne industrije usnja Vrhnika, zaradi zelo močnega kombinata lesne industrije Liko Vrhnika, zaradi zelo znane sirarne Jazon, ki jo priznavajo še v Švici. No, danes se je pa ta trend obrnil, zato ker je Logaška občina uspela vključujoče vključiti noter vse zainteresirane skupine in ta razvoj se jim dejansko udejanja v obrtno-podjetniški coni v Logatcu, ki raste stalno in stalno in prinaša tudi sredstva v lokalno okolje, na račun katerega potem lahko razvijamo šport, kulturo, samooskrbo, medgeneracijski dialog, medgeneracijski center, skratka tisto, kar prinaša življenje v skupnost. To sem hotel dodati. Jaz sem se recimo glih sestal s 3 kandidati, še preden se je sploh začelo. Zakaj? Mi smo, kakorkoli obračamo, kdorkoli bo zmagal, vsi smo tudi na listi prvi, bomo obsojeni na sodelovanje z drugim. In točno to želimo prestaviti, da se nehamo deliti na ene in druge, ampak kdorkoli bo že župan, bo mogel ali sodelovati z mano, ali pa jaz z njimi. In to je bistvo tega, kar je pač povedal, sodelovanje je ključ tudi medobčinsko. Zdaj, v Faktorju, oprosti, Beno, veš kaj, ne obsojamo naših gostov, v Faktorju smo pa obsojeni, da se oddaja konča takrat, ko nam zmanjka časa. Se pravi, mi vam seveda želimo srečo na volitvah, mogoče malo tudi nam je zdaj nerodno, ker če bo kdo zameril, da v svoji občini ima toliko dobrih kandidatov za župana, ampak vendarle, Primož Cimerman, dr. Benjamin Lehskovec, najlepša hvala za vajno gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako naj se razvija Slovenija, že 790. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj se dogaja na naši južni meji in zakaj. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.